In res si ne morem kaj, kot da pričnem z ugotovitvijo, da za sabo puščamo prav gotovo zelo bogato leto in to ne samo zaradi, za naše pojme, odličnih doseženih športnih rezultatov, ampak tudi in predvsem zaradi velike pospešenosti v naši duhovno-vsebinski rasti. V našem slovenskem zamejskem prostoru v Italiji smo, to si drznem trditi, končno zaplavali na površje. Končno resnično nekaj pomenimo in v iskanju najboljših strateških izbir po ohranjevanju naše narodnostne identitete na tem področju skušamo tudi mi, z naše strani, diktirati tempo, ki je bistveno različen, kar pomeni, da je prodornejši, dinamičnejši in iskrivejši od tistega, ki nam ga ponujajo ostale komponente naše organizirane družbe. Z vrsto iniciativ skušamo podirati obstoječe stanje, ki je že predolgo narkotizirano in uspavano v neke vrste samoljubja, v tihem upanju, da bi vse ostalo pristalo. Naš športni svet vnaša danes v prostor, v katerem živimo, srčnost, dinamiko in vsej naši družbi ponuja nove recepte strateških izbir, ki naj vplivajo na naš skupni razvoj. Vse to pa tudi pomeni, da pri nas ne gre več zgolj za pojmovanje športa kot neke vrste samo razvedrila, ne gre več samo za iskanje potrditve naše biti v italijanskem prostoru preko uspešnih tekmovalnih rezultatov, ampak za šport, ki naj bo z vsebinskega vidika nov, svež in inovativen instrument gradnje mladih generacij Slovencev v Italiji. Kaj pa Slovenija? Kaj naša matična država? Mogoče se v črnogledosti že ponavljam, ampak dejstvo je, da se za večino Slovencev v Sloveniji prisotnost neke jasno začrtane slovenske identitete konča pri Sežani. Za večino te večine mogoče celo kak kilometer prej. Dejstvo je, da so mejniki slovenskega življa še vedno zakoličeni pri Sežani, Divači, Kopru, pri skakalnici v Planici in pri Rdeči hiši v Rožni dolini. Že leta se sprašujemo, zakaj je temu tako. Odgovarjamo si, ker smo, ali ker verjetno nismo zanimivi. Mogoče smo celo moteči. Za veliko večino nas enostavno ni, ker nismo točno profilirani, niti tako ne, kot so Indijanci v rezervatih. In tako se še danes, kar je za nas nekaj mučnega, velika večina sprašuje, ko se mogoče srečaš na Triglavu ali Ljubljani, v Mariboru ali na Ptuju, v Tušu, v Merkatorju, na sejmu, v Ribnici ali kjerkoli, od kje ta čudež, da kot Italijani znamo tudi slovensko. To, da smo močna in narodno zavedna komponenta, da smo in bi morali biti čisto oportunistično gledano v resnici peta kolona države Slovenije, to, da imamo svoje gledališče in dnevnik, šole s slovenskim učnim jezikom na vseh ravneh, radijsko in televizijsko postajo, ki oddaja v slovenščini, in skoraj 500 organiziranih kulturnih in drugače obarvanih vsebinskih sredin, in le nazadnje, da imamo tudi ZSŠDI 60 društvi in skoraj 9000 aktivnih športnikov, vse to je Slovencem v matični domovini v veliki večini primerov neznano. Rekel bi včasih tudi tuje. In razmišljamo, zakaj je temu tako. Poglejte, naš šport ZSŠDI je pripravil v tem letu v žgečkljivi konkurenci z našo uradno kulturo osrednji praznik slovenske kulture. Na velikem odru kulturnega doma v Trstu je po 6 mesecih dela, po iskanju pokroviteljev v športnem svetu, po oblikovanju izvirnih besedil in glasbenih vložkov nastopilo 150 mladih. Mladi, veseli, navdušeni obrazi, ki so svojim iskrivim nastopom spravili na noge tudi ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospoda Gorazda Žmalca.
Ta nastop je res, da je imel svoj odmev tudi v Sloveniji, kot še danes odmeva naše geslo skupaj zmoremo. Verjetno tudi zato, ker si ga v srcih mogoče skrito želijo udejanjati tudi ljudje v matični domovini. In kje je potem torej napaka, da nas ni? Odgovor je enostaven. V informaciji, ki je, če je, zelo površna, ali pa jo včasih sploh ni. Zdi se nam celo, da si danes matica lasti tudi našega pisatelja, stoletnega očaka Borisa Pahorja. Saj o njem veliko piše. Pa menda ne samo zato, ker govori in piše slovensko. Boris Pahor je naš in mi vsi, Slovenci v Italiji, smo Boris Pahor. Samo prisluhniti nam je treba brez vnaprejšnjih predsodkov. Naši italijanski športni prvaki, evropski, svetovni, vsi, ki se športno uveljavljajo v italijanskem prostoru, so tudi vaši prvaki. So del skupne identitete in imajo v sebi iste gene. Še vedno sanjamo, da bi enotni športno-kulturni prostor res zaživel in da bi ne ostajala ta beseda enotni športno-kulturni prostor vedno samo neke vrste oportunistične fraze in pojem, ki v realnosti ne pomeni nič in je le eden tolikih diplomatskih instrumentov, katerih se poslužujejo politiki, ko morajo uveljavljati predvsem sami sebe. A ker smo športniki, smo obenem tudi večni optimisti. Tudi tako srečen, kot je današnji, je eden izmed temeljnih kamenčkov pri gradnji spoznavanja drug drugega. Prisluhnimo prvi drugim in drugi prvim. In gotovo bo prav v polnosti zaživelo naše geslo, ki govori o tem, da skupaj zmoremo. Vsem se za pomoč iskreno zahvaljujem, predvsem Olimpijskemu komiteju Slovenije, njegovemu odboru za zamejski šport, uradu za Slovence po svetu in zamejstvu in skratka, hvala vsem vam. Z našim geslom skupaj zmoremo. Hvala lepa.